No, naš občutek je bil predvsem to, da Janez Pipan, kljub temu, da je uradno odstopil iz osebnih razlogov, da je odstopil zaradi načina izbire novega ravnatelja, da se mu je zdel ta način zanj ponižujoč. Seveda je on tisti, ki bo primarno moral verjetno javnosti pojasniti svoje razloge za svoj umik. Vendar sem razumel ta njegov umik iz pozicije predsednika sveta za kulturo, ki je vendarle nekaj čisto drugega kot drama, predvsem kot neko razočaranje nad delovanjem v javni sferi. In mislim, da je izredno zaskrbljujoče to, da se tako vidne osebnosti na področju kulture, ki premorejo po eni strani strokovno znanje in ki po drugi strani premorejo vodstvene, organizacijske, menedžerske izkušnje, umikajo iz kulture, iz področja javnega delovanja, da je to zaskrbljujoče in simptomatično za našo družbo, da prevladuje nek fatalizem, kjer v bistvu javni prostor vse bolj postaja nek poligon darvinističnega boja za preživetje in za neko pridobitništvo, vse manj pa je to neko področje neke dejanske demokratične participacije ljudi pri oblikovanju nekega kreativnega družbenega prostora. In takih ljudi, kot je Janez Pipan, v slovenski kulturi nimamo veliko, in po 14-letnem vodenju ljubljanske drame, za katero vsi priznavamo na tem kulturnem polju, da jo je vodil izjemno uspešno, tako v vsebinskem kot v organizacijskem in finančnem smislu in s tem dejansko ustvaril izjemno močno institucijo, da je pač zaznal odnos do lastnega dela, predvsem, ki je bil očitno skrajno ponižujoč, kajti nekako, kolikor sklepam iz vsega skupaj, je bil v vseh menjavah obveščen šele iz medijev in nekako se je zdelo, kot da pač teh 14 let ni. Verjamem, da bo sam pojasnil te svoje razloge, sem pa nekako zaskrbljen, da takšne osebnosti zapuščajo kulturni prostor in nasplošno prostor javnega delovanja in sam vendarle verjamem, da se bo Janez Pipan po nekem krajšem premoru vendarle vrnil v slovensko kulturo oziroma v polje javnega delovanja, kajti bila bi velika škoda za ta prostor, da bi popolnoma resigniral nad javnim prostorom, kajti potem se seveda lahko tudi vsi drugi vprašamo o smiselnosti lastnega delovanja.